Pozdravljeni. Še zadnjič v letošnji sezoni je na vrsto prišel zadnji briefing. Poglejmo si tudi tokrat, kaj je treba vedeti pred zadnjo dirko na letošnjem koledarju, veliko nagrado Abu Dhabija. Kot ponavadi bo tudi tokratni zadnji briefing razdeljen na tiste 3 dobro znane dele. V prvem se bomo ustavili pri vseh zanimivih točkah, ki so nam jih pokazale kvalifikacije. V drugem bomo nekaj minut porabili za možen ritem pri posamezni ekipi oziroma posameznem vozniku. Na koncu bom pa še predstavil moje osebno lastno videnje glede možnih strategij za nedeljsko dirko. A začnimo s samimi kvalifikacijami, kjer smo v dobrem in slabem videli marsikaj. In začnimo z 2 voznikoma, ki sta verjetno marsikoga razočarala. Najprej Lewis Hamilton. Nekdo, ki ima 7 naslovov svetovnega prvaka Formule 1, ki je na svojih zadnjih kvalifikacijah s tovarniško ekipo Mercedes, sam takšne napake nisem pričakoval. Namreč v njegovem zadnjem poizkusu je Lewis Hamilton povozil količek ob progi, ki se mu je zataknil za dno Mercedesa W15 in napravil je seveda tako slab čas, da je izpadel v prvem delu kvalifikacij. Je to neke vrste začetniška napaka? Ne vem, le drugih 19 voznikov takšne napake ni napravilo. Vsak se lahko zamisli, kako motiviran je Lewis Hamilton in kaj lahko od njega pričakujemo v prihodnje. Sam sem mislil, glede na ritem in glede na priložnost, da bomo videli nekaj več od samega britanskega šampiona. Drugi voznik, ki je mene osebno precej razočaral, je Charles Leclerc. Dobro nam je znano, da je Charles Leclerc tisti, ki je pred samimi kvalifikacijami vgradil 3. baterijo, torej pribitek 10 mest na štartnem razporedu. Ampak v drugem delu kvalifikacij je res napravil malce boljši čas kot njegov moštveni kolega, Carlos Sainz mlajši, ampak kršil je razmejitve proge, zato so mu tisti čas brisali. In zaradi tega je Charles Leclerc izpadel v drugem delu kvalifikacij, če k temu prištejemo še 10 kazenskih mest, pomeni, da bo Charles Leclerc dirko začel iz zadnjega štartnega mesta. A rad bi poudaril nekaj. Ferrari je v boju za konstruktorski naslov z McLarenom. V drugem delu kvalifikacij, podobno kot v prvem, je najpomembnejše to, da nisi v skupini zadnjih 5. Kajti mesta med prvo deseterico se delijo v tretjem delu kvalifikacij in tudi, če bi Charles Leclerc dobil pribitek in dirko začel kot 11., 12. ali 13., je to še zmeraj boljše kot 20. In treba je poudariti, da smo videli tudi dokaj svetle točke. In rad bi omenil tu Valtterija Bottasa. Velika nagrada Abu Dhabija, vsaj v teoriji, je tudi zadnja dirka za tega finskega voznika. In tokratne kvalifikacije z Zauberjem mu je uspelo priti v Q3.
In upam, da bo podobno formo pokazal tudi na nedeljski dirki. Bottas je znan potem, da v formi precej niha. Po drugi strani ne moremo mimo Serhija Pereza. Tudi pri njemu ne vemo, kaj prinaša prihodnost, ampak tokrat je prišel med najboljših 10 in njegov zaostanek za Maxom Verstappenom ni tako gromozanski. Govorimo o dobrih 3 desetinkah. Lahko bi dejali solidne kvalifikacije, ki so znotraj tistega, kar mi, navdušenci, lahko pričakujemo od samega Pereza. Bo to dovolj? Dvomim, treba bo pokazati še kaj bistveno več na sami dirki. Ampak vseeno, glede na videno na prejšnjih kvalifikacijah, tokrat Perez je dober, ne moremo drugega reči. In ne smemo mimo dejstva, da oba voznika McLarena sta tam spredaj v prvi vrsti, kar je bilo, bodimo iskreni, za pričakovati. Ampak po drugi strani je Carlos Sainz mlajši pri svojih zadnjih kvalifikacijah s skuderijo Ferrari pokazal malce leska. Seveda ni se prebil v prvo štartno vrsto, ampak prevzel je tisto vodilno vlogo. Namreč Sainzu je uspelo zopet tisto, kar si je želel potihem Charles Leclerc. In odpirajo se vprašanja, ali so pri Ferrariju ravnali pravilno, ampak odgovora verjetno mi, navdušenci, nikoli ne bomo dobili. Ne smemo mimo, naprimer, Duana, ki je seveda kvalifikacije začel v ozadju, ampak tu ne smemo biti preveč zahtevni. Na prvi veliki nagradi je toliko čustev, toliko treme, toliko napetosti, da je razumljivo, še posebej, če imaš na razpolago bolid ekipe Alpine. Ampak treba je tu se seveda zmisliti, kajti na zadnji letošnji veliki nagradi bo glavni argument boj za naslov svetovnega prvaka med konstruktorji. In zaenkrat kaže fantastično McLaren. A treba se je v tem trenutku ozreti malce po ritmu. Kaj bi lahko dejali? Če samo pogledamo tisto tabelo, ki je objavljena na uradni spletni strani formule1f1.com, bomo videli, da je McLaren pred Red Bullom približno za 12 stotink in nato sledita Mercedes ter Ferrari. In tu je zaostanek približno zaokroženo četrtinka sekunde. In če seveda pogledamo zadevo malce bolj od blizu, bomo takoj ugotovili, da je bil Lewis Hamilton tisti, ki je vsaj na drugem prostem treningu Mercedesa postavil tako visoko. In vemo, kje bo Lewis Hamilton tokratno dirko za veliko nagrado začel. Seveda Carlos Sainz mlajši zna biti konkurenčen, ampak sam ne bi izključil izboja za najvišja mesta Maxa Verstappena in Red Bulla na splošno. Videli smo na zadnji veliki nagradi, česa je sposoben seveda letošnji svetovni prvak. Ampak treba je povedati tu še nekaj malenkosti. Seveda ne smemo gledati samo na tisti povprečni čas, ampak tudi na rastrost, kakšna je razlika med najboljšim in najslabšim časom v celotnem stintu, kjer pa vidimo, da McLaren ni samo tam spredaj, ampak je tudi tukaj konstanten. Torej, ekipa z Wokinga, vsaj kar se tiče tiste teorije, v prednosti. In rad bi dodal še nekaj. Vemo, da Ferrari na konstruktorski lestvici zaostaja za 21 točk, ampak če bi v teoriji obema voznikoma skuderije uspelo osvojiti prvo in drugo mesto ter najhitrejši krog, bi to pomenilo 44 točk, ukolikor so moji izračuni pravilni.
ampak če bi bil McLaren z obema bolidoma na 3. in 4. mestu, bi to pomenilo, da pravzaprav ne bi bilo dovolj, namreč 3. in 4. mesto da 27 točk, če to odštejemo od 44, pomeni razliko 17 točk. In torej bi bil McLaren prvak s 4 točkami prednosti, ampak ta teoretični izračun nima nobene veljave, kajti McLarena sta tam spredaj v prvi štartni vrsti. Torej, edina možnost, da bo Ferrari prišel dokaj blizu McLarenu med konstruktorjem, se kliče odstop ali kakšna večja kardinalna napaka, s tem, da se bo Charles Leclerc iz ozadja prebil izjemno visoko med dobitnike točk. Je to možno? Seveda možno je prav vse. Je to verjetno, kot sem že mnogokrat dejal, malce vanj. Ampak s pravo strategijo bi bilo izvedljivo. Težava je v tem, da tu na veliki nagradi Abu Dabija je strategija dokaj toga. Nimamo ne vem kakšnih variant, vsaj ne tistih realističnih. In kot običajno sem tudi tokrat pripravil 3 variante, od katerih po mojem skromnem videnju je le tista prva, ona prava, dolgočasna, predvidljiva, ni tako drzna, ampak začeti na pneumatiki medium, odpeljati 16 krogov, nato s pneumatiko hard 20 krogov in v zadnjem delu ponovno pneumatiko hard in 22 krogov, je po mojem videnju tisti izbor, ki je najhitrejši. Vedeli smo, da so nekateri vozniki malce tvegali v drugem prostem treningu in ritem nekako preizkušili tudi na pneumatiki soft. Ampak ta varianta bi nekako zahtevala začeti na pneumatiki z rdečim napisom, odpeljati 10 krogov in nato dvakrat po 24 krogov na pneumatiki hard. Na koncu še tista tretja varianta, ki pa je tu na tabeli bolj zaradi števila kot zaradi same realne izvedbe. Začeti na pneumatiki soft, odpeljati 10 krogov, nato 18 krogov na pneumatiki medium in 30 krogov na pneumatiki hard. Ne vem, nisem prepričan v tretjo varianto, čeprav v teoriji je tudi ta izvedljiva. A videli bomo, kaj bodo ekipe pokazale na sami progi, v tistem javljanju v živo pred samim štartom, torej ob 13. v nedeljo, bomo pa to mojo napoved primerjali tudi s tistim, kar bodo napisali pri Pirelliju. In da ne boste pozabili, po sami dirki seveda pride na vrsto tisto drugo javljanje v živo, tisti komentar same dirke, ki bo tokrat na vrsti ob 16. Tako tudi pri tem zadnjem briefingu mislim, da sem podal vse tiste podatke, ki vam bodo prišli prav pred začetkom zadnje letošnje dirke za veliko nagrado. Zaenkrat hvala za vašo pozornost in nasvidenje.